Svinjski pastir. Nekoč je živel siromašen princ. Imel je deželo, ki je bila čisto majhna, toda še zmeraj dovolj velika, da bi se lahko poročil. In poročiti se je hotel. Seveda je bil malce predrzen, da si kar cesarjevi hčeri upal reči, če ga hoče vzeti. Bomo videli, če ga bo hotela. Na grobu prinčevega očeta je rasel krasen rožni grm, ki je vsako 5. leto pognal eno samo vrtnico. Toda kakšno vrtnico! Dišala je tako lepo, da si pozabil na vse svoje skrbi, če si jo poduhal. Princ pa je imel tudi slavca, ki je znal tako peti, kot da bi imel vse lepe melodije tega sveta v svojem drobnem grlu. To vrtnico in tega slavca naj bi dobila kraljična. Zato so oba dali v srebrno posodo in jo poslali na dvor. Darilo so prinesli v veliko dvorano, kjer je s spremstvom sedel cesar in kjer se je z dvornimi damami igrala kraljična. Obisk prihaja in darila, ko bi bila vsaj majhna minca. Ko so odprli srebrno posodo, se je prikazal rožni grm s krasno vrtnico. Dvorne dame in cesar so bili navdušeni. Joj, kako krasno! Kakšen čudovit izdelek! Več kot krasno. Šarmantno je. Tedaj pa je kraljična potipala vrtnico in skoraj zajokala. Fej, saj ni umetna, naravna je! Dvorne dame so bile zgrožene. Fej in fuj! Grozno, naravna je! Cesar jih je skušal pomiriti. Preden se ujezimo, poglejmo, kaj je v drugi posodi. Iz posode je zletel slavec in zapel tako lepo, da so vsi onemeli. Kraljična pa si ga je skušala ogledati od blizu. Pa menda vendar ni naraven. Tisti, ki so darila prinesli, so povedali, da je ptiček naraven in kraljični takoj ni bilo več do njega, pa tudi princa ni hotela sprejeti. Vendar princ ni izgubil volje in upanja. Obraz si je namazal z rjavo in črno barvo, potegnil čepico globoko na oči in potrkal na grajska vrata. Dober dan, cesar. Ali bi se tukaj v gradu dalo dobiti kaj dela zame? Toliko jih je, ki prosijo za delo, da res ne vem, če bi se dalo kaj storiti. Ne, čakaj. Pravkar sem se spomnil, da potrebujemo nekoga, da bo pasel prašiče. Tako so princa vzeli v službo kot svinjskega pastirja. Dobil je malo umazano sobico pri svinjskem hlevu. Tam je ves dan nekaj delal. Do večera je naredil ljubek lonček, okoli katerega so bili kraguljčki, in takoj, ko je v lončku zavrelo, so kraguljčki čudovito zazvonili. Ampak to še ni bilo vse. Če si v lonček vtaknil prst, si takoj lahko zaduhal, kaj kuhajo v katerikoli kuhinji sveta. Mimo je s svojimi dvornimi damami prišla kraljična in zaslišala pesmico. Bila je navdušena in je poslala k pastirju eno od dvornih dam. Pastir, koliko hočeš imeti za lonec? 10 poljubov od kraljične hočem imeti. Joj, kaj takšnega? Predrzneš? Da, za manj ga sploh ne dam. Dvorna dama je odhitela k kraljični. No, kaj ti je odgovoril? Kraljična, tega sploh ne morem povedati. Potem pa mi zašepetaj na uho. Nespodobnež, pustimo ga. Toda ko je kraljična naredila nekaj korakov, so se kraguljčki spet ljubko oglasili. Spet je poklicala dvorno damo. Poslušaj, pojdi še enkrat tja in ga vprašaj, ali hoče 10 poljubov od mojih dvornih dam. Svinjski pastir se ni dal pregovoriti. Prav lepa hvala. 10 poljubov od kraljične ali pa obdržim lonec. Joj, to je pa že dolgočasno. Dvorne dame, postavite se okoli mene, da ne bo nihče videl. Dvorne dame so obstopile kraljično in pastirja, nato je pastir dobil 10 poljubov, kraljična pa lonec. To je bilo veselja. Ves dan je moralo vreti v loncu in v vsem mestu ni bilo kuhinje, o kateri ne bi vedeli, kaj se v njej kuha. Pa naj bo to pri ministru
ali pri čevljarju. Dvorne dame so plesale in ploskale. Mi vemo, kdo bo jedel sladko juho in kdo kislico. Res je zelo zabavno, ampak držite jezik za zobmi, jaz sem vendar cesarjeva hči. Seveda. Princ, preoblečen v pastirja, pa je vsak dan napravil kaj novega. Naredil je ragljo in če si jo zavrtel, je zaigrala vse valčke, polke in sploh vse melodije sveta. Kraljična je šla mimo in obstala od začudenja. Joj, še nikoli nisem slišala lepše skladbe. Naj gre ena od mojih dam k njemu in ga vpraša, koliko stane to glasbilo. Toda poljubila ga ne bom več. Dvorna dama, ki je šla vprašat pastirja, se je ogorčena vrnila. Saj to ne more biti res. 100 poljubov hoče imeti od kraljične. Mislim, da je nor. Gremo! A ko je kraljična naredila nekaj korakov in zaslišala glasbo, je spet poklicala dvorno damo. Jaz sem cesarjeva hči. Pojdi in mu povej, da lahko dobi od mene 10 poljubov, ostanek pa lahko dobi od mojih dvornih dam. Pastir ni hotel popustiti. 100 poljubov od kraljične ali pa obdrži vsak svoje. Kraljična se je že naveličala. No, dobro, dame, obstopite naju. In vse dvorne dame so naredile krog in ju skrile s svojimi širokimi oblekami. Kaj pa se tam pri svinjskem hlevu zbirajo ljudje? Moram si nadeti naočnike. Saj to so dvorne dame? Me prav zanima, kakšne reči uganjajo. Najbolje bo, če sam stopim tja in pogledam, kaj se dogaja. Cesar si je obut copate in se čisto potiho približal. Dvorne dame pa, ki so hotele pošteno kupčijo, so bile tako zaposlene s štetjem poljubov, da cesarja niso opazile. Ta je stopil na prste in pogledal čez rame ene izmed dam. Tedaj je videl, kako se njegova hči poljublja s svinjskim pastirjem. Ja, kaj pa je zdaj to? Oj, kakšna poguba! Ravno ko je pastir dobil 87. poljub, je cesar snel copato in začel z njo mahati po glavah. Poberita se, nesrečnika, oba sta izgnana z mojega cesarstva. Nočem vaju več videti, izginita! Kraljična je bila zdaj brez doma in je pretakala bridke solze. Jaz neumnica, mar bi vzela lepega princa. Kako sem bila nespametna. Svinjski pastir pa se je skril za drevo, si obrisal barvo z obraza, odložil raztrgano obleko in stopil v prinčevski opravi pred kraljično, tako lep, da se je kraljična morala prikloniti. Spoznal sem, da nisi vredna moje ljubezni. Poštenega princa nisi hotela, vrtnice in slavca nisi znala sprejeti, toda svinjskega pastirja si poljubljala za navadno igračo. Zdaj pa si dobila plačilo. Po teh besedah je odšel v svojo deželo in kraljični pred nosom zaloputnil vrata.